Lepo zdrav iz živalskega vrta, kjer domujejo številne živali: tigri, opice, sloni in žuželke. Tokrat smo posebno pozornost namenili kačam, skrivnostne, zvite in malce strašljive, a obenem zanimive in raznolike. Ste vedeli, da v Sloveniji živi 11 vrst kač? Po svetu jih najdemo na tisoče. Njihove barve, vzorci in gibanje pa vedno navdušujejo in imajo pomembno vlogo v naravi. Kače najdemo skoraj povsod po svetu, od vročih puščav in gostih tropskih gozdov do travnikov in skalnatih območij. Raznolikost vrst je ogromna. Nekatere kače merijo le nekaj centimetrov, druge zrastejo v prave velikanke, dolge več metrov. V Sloveniji je razširjenih 11 vrst kač, ampak od tega je 8 nestropenih in samo 3 so stropene. To so modraz, laški in navadni gad. S tem, da laški gad živi na zelo majhnem področju v Breginjskem kotu na meji z Italijo. Kače se med seboj ločijo po barvi, velikosti, luskah, izrastkih, dolžini. Za naše kače pa velja, da so debele in kratke stropene, daljše in tanke pa nestropene. Na svetu poznamo nekje 3900 vrst kač in še vedno odkrivajo nove vrste. Od tega je 600 stropenih, ampak dejansko nevarnih, potencialno nevarnih za ljudi je samo okoli 200. Ostale imajo sicer strup, vendar ga uporabljajo samo pri lovu na plen. Najdaljša kača je mrežasti piton, ki lahko zraste čez 10 metrov, najtežja pa rumena anakonda, ki tehta okoli 200 kilogramov. Najmanjša je pa nitasta kača, ki je zelo tanka in je dolga okoli 10 centimetrov. Naše kače živijo nekje do 15 let. Večje kače, se pravi pitoni pa udavi, pa lahko tudi 30 let. Kače imajo pomembno nalogo pri ohranjanju ravnovesja v ekosistemu. Prehranjujejo se predvsem z glodavci in drugimi majhnimi živalmi, s čimer preprečujejo širjenje bolezni in škodo na poljih. Poleg tega so same hrana številnim plenilcem, zaradi česar so ključni člen prehranske verige. Njihova prisotnost je jasen kazalec zdravega naravnega okolja. Kot sem že omenila, so kače plenilci. Stropene kače obvladajo plen tako, da ga ugriznejo strupniki. Nestropene pa tudi plen zagrabijo z usti in zobmi in ga potem ovijejo in s tem ustavijo pretok krvi in tudi dihanje. Plen pogoltnejo v celoti in lahko je precej večji od njihove glave, saj spodnja čeljust ni zrasla in se lahko razširi, in prav tako stik med zgornjo čeljustjo in lobanjo. Imajo izredno močne prebavne sokove, tako da lahko prebavijo in kosti in tudi dlako in perje. Najmanjša kača, nitaste kače, se prehranjujejo z žuželkami in kakšnimi ličinkami žuželk v zemeljski podlagi. Med najbolj strpenimi kačami na svetu so klopotače, mambe, kobre in tajpani. Klopotače živijo v Severni Ameriki, mambe v Afriki, kobre in tajpani pa v Aziji. V Sloveniji se kače parijo zgodaj spomladi. Takrat se poiščejo pari in tudi samci med seboj tekmujejo za samice. No, samec ima dvojni hemipenis, s tem, da se pari samo z enim delom in oploditev je notranja.
Nekje 2 meseca potem večina kač odloži jajčeca in to na primeren prostor, ki je primerno vlažen in topel, in jih prepusti naravi. Če so pogoji ugodni, se nekje po približno 2 mesecih izležejo mlade kače. No, stropene kače pri nas, modrasji gadi in tudi nestropena smokulja, pa povrže žive mladiče, to pa v bistvu jajčeca zadrži v telesu, kjer so na varnem, tam se mladiči razvijajo, tik pred kotitvijo se izležejo iz njih in samica jih povrže. Življenje kače je popolnoma prilagojeno njihovemu okolju. Čeprav nimajo nog, se gibajo hitro in tiho, zahvaljujoč posebni zgradbi telesa in mišicam. Hrano si iščejo predvsem ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah. Čez dan pa pogosto mirujejo na toplih mestih. Kače potrebujejo skrivališča, zato jih pogosto najdemo med kamenjem, v travi, na robovih gozdov ali celo v vodi. So odlične prilagodljivke, ki lahko preživijo v zelo različnih razmerah, od mraza do vročine. Kače so občutljive na nizke in tudi na visoke temperature. V dnevnem podnebju, kot je v Sloveniji, se pozimi otrpnejo in to nekje na varnem pred vremenskimi razmerami in takrat mirujejo, lahko spijo ali pa so budne, upočasni pa se jim utrip, dihanje in tudi presnova. No, poleti pa se izogibajo visokim temperaturam in so dejavne bolj zjutraj in potem proti večeru. To pa zato, ker imajo nestalno telesno temperaturo in so odvisne od temperatur v okolju. Globalno segrevanje tudi vpliva na območje širjenja živali, in so v visokogorju tudi kače, to so lahko modrasji ali pa gadi in tam je mogoče značilno en tip gada, ki je črn gad. V tropskih morjih živijo tudi morske kače. Za njih pravijo, da so izredno stropene, ampak ne grizejo ljudi, njihov plen pa so ribe. Veliko ljudi ob srečanju s kačo začuti strah, a večina vrst za človeka ni nevarna. Kadar se gibamo v naravi, vstopamo v prostor živali, rastlin in drugih živih bitij in takrat moramo biti pozorni in tudi spoštljivi, ker je to njihov dom. Kadar pa srečamo kačo, jo v bistvu lahko opazujemo in se počasi odmaknemo. Če pa pomotoma sežemo v njeno bližino, se pa lahko iz strahu brani pred ugrizom. Večinoma pa se kače ogibajo ljudem. Če nas ugrizne stropena kača, pokličemo pomoč. Do takrat pa mirujemo, snamemo tesna oblačila, prstane, zapestnice in podobno in počakamo. Če kačo najdemo v svojem okolju, na dvorišču ali pa v stanovanju, lahko pokličemo posebno številko kačofon in nam strokovnjaki že po telefonu svetujejo ali pa celo pridejo na ogled. Ljudje se najbolj bojijo njihovega jezika in mislijo, da kača z jezikom piči, ampak kača ugrizne, ker ima usta in zobe, z jezikom pa si pomaga pri tipanju in vohanju. No, kače tudi ljudje tudi mislijo, da se kača prime za rep in se zakotali in nam tako sledi, kar ni res. Potem, da pijejo mleko, kače pijejo vodo, v hlev pa se morda zatečejo pred zimo ali pred hudo vročino ali pa v njem iščejo svoj plen, to so miši in podgane. In zaradi zmot o kačah je še več predsodkov in kače že tisočletja preganjamo. Že male otroke starši in stari starši opozarjajo pred kačami in običajno predsodke in fobije dobimo na čustvenem področju od ljubljene osebe, ki nas je kot otroka čuvala, in to se običajno dogodi do 3. leta in se sploh ne spomnimo, zakaj imamo ta strah. V živalskem vrtu že 35 let pomagamo našim obiskovalcem pri premagovanju predsodkov in celo fobij do kač. Delamo z zgledom, sugestijo in pripravimo obiskovalca do tega, da se kače dotakne.
Ta dotik mora biti dovolj dolg, da se oseba zave svojih predsodkov in tudi nesmiselnosti tega. In takrat te predsodki izzvenijo ali pa vsaj izgubijo na svoji moči. Jaz sem imela priložnost, da sem pobožala kačo prvič kot študentka. In takrat sem ozavestila, da imam tudi jaz manjši predsodek. Ampak ko sem se je dotaknila njene mehke, tople in suhe kože, je bilo to čudovit občutek. Pri nas lahko obiskovalci pridejo do stika z udomačenimi kačami, v naravi pa seveda jih morajo pustiti na miru. Kače gledajo skozi zaprte oči. Zato, ker imajo prozorno veko, ki prerašča oko. Kača nima slušne odprtine in nima uhlja, ampak ima slušno koščico, ki se konča v podkožju in zvok zaznava preko tresljajev, preko podlage. V živalskem vrtu Ljubljana imamo šilastega goža, ameriške rdeče gože, kraljeve pitone in progastega goža. Terarij je opremljen za potrebe teh kač, se pravi razdeljen je na suhi in vlažni del in bolj topel in bolj hladen, tako da se lahko premeščajo. Imajo primerno posodo za vodo, za pitje in tudi kopanje in seveda skrivališče. Odvisno od vrste kač in velikosti jih hranimo enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni. Hranimo jih z glodavci. Ja, nekaj miši in podgan gojimo sami, nekaj pa jih nabavljamo od rejcev. Kače so pogosto nerazumljene živali, ki pri ljudeh vzbujajo mešane občutke. A če jih spoznamo in razumemo njihovo vlogo v naravi, hitro ugotovimo, da so nepogrešljive za zdravje okolja. So koristne, prilagodljive in zanimive živali, ki si zaslužijo naše spoštovanje. S pravilnim odnosom do njih lahko živimo v sožitju, strah pa zamenjamo z občudovanjem. Za gledalce pa imam tudi nagradno vprašanje, to pa je, kako kače zaznavajo zvok. Nagradno vprašanje traja do konca septembra. Pravilni odgovor pošljite na e-naslov info@zveza.gns.si. Pravilni odgovor bomo izžrebali in zmagovalec bo dobil srečanje s kačo za 2 osebi.